V Slovenski Bistrici so pretekli torek slovesno odprli dograjeni del enote doma dr. Jožeta Potrča - Poljčane. Po nadgradnji je v slovenjebistriškem domu starejših na voljo 200 postelj, kar je skoraj dvakrat več kot doslej. Direktorica doma Eva Novak na prireditvi ni skrivala zadovoljstva. Danes je za stanovalce, zaposlene, svojce in širšo lokalno skupnost srečen in vesel dan. Zaključili smo prvo investicijo v nizu 3, ki bodo dodobra zaznamovale zgodovino našega doma, ki letos prav v tem jesenskem času obeležuje 73 let svojega delovanja. V letu 2022 so se s podpisom pogodbe o sofinanciranju prezidave in nadzidave bistriškega doma po 70 letih prvič zagotovila investicijska sredstva tudi za naš dom. Vsa leta smo v domu Poljčane vzdrževali objekte in opremo, nabavljali sodobne medicinske in druge pripomočke za delo, tako da lahko s ponosom trdim, da dom še zdaleč ne kaže svojih let. S spremembo prostorskih normativov pa se je tudi v domu Poljčane pokazala potreba po prenovi in rekonstrukciji objektov, s katero bomo zagotovili bivalni standard 20 postelj na en hotel. V tem letu smo s pomočjo evropskih sredstev začeli z gradnjo manjšega, a za občino Majšperk še kako pomembnega objekta, dom starejših, oziroma zdaj že lahko rečemo Zavod za dolgotrajno oskrbo, v katerem bo prostor za 48 uporabnikov in nekatere druge dejavnosti. Poimenovali smo ga Center integrirane dolgotrajne oskrbe ali na kratko CIDO Majšperk. Kot sem povedala uvodoma, je za nas danes vesel dan. Zato vas ne bom utrujala s podrobnejšimi tehničnimi podatki in številkami o vrednostih naštetih investicij. Povem lahko, da skupaj znašajo skoraj 16 milijonov evrov. Župan dr. Ivan Žagar je poudaril, da z domom dobro sodelujejo. Ob tej osnovni vsebini skupaj peljemo tudi program pomoči na domu, ob tem, da so imeli en projekt Dom doma, katerega sem jaz vedno razumel kot predhodnico dolgotrajne oskrbe. Mi smo ga poskušali tudi potem nekaj časa zdrževati. Žal se je prej iztekel, ko je prihajalo do dolgotrajne oskrbe, pa je se ravno, da bodo tudi te stvari zdaj seveda stekle tako, kot bi bilo dejansko tudi potrebno. Tako da bi jaz ob tej priložnosti res še enkrat zahvalil vsem, ki ste poskrbeli za to, da smo priča tej današnji nadgradnji tukaj. Še enkrat seveda vsem, ki tukaj delate, da še naprej uspešno peljete to vaše delo, ki ni samo delo, to je nekaj bistveno več, in zato vam res gre priznanje in dvomim, da boste to peljali tudi v prihodnje. Ker pa sem rekel, da sem Slovenske Bistrice, bi pa lahko eno stvar poudaril. Zdaj, gospa direktorica je zelo jasno povedala, da se dom ekspandira. In tudi po lokacijah ekspandira. Mi se že kar nekaj časa prizadevamo, da se ta enota tu osamosvoji. In jaz mislim, in to vam bomo tudi predali napisane, ker utemeljujemo to našo potrebo po osamosvojitvi doma, da je zdaj pravzaprav ta priložnost tukaj. Dom je torej prerastel neko osnovno dimenzijo. Mislim, da bi se potem tudi kasneje, seveda predvsem vsebinskega vidika, bistveno lažje, bistveno bolj razvijal, posebej še zdaj, ker je govorim se o naše enote, posebej še zdaj, ker dom prihaja še celo na eno tretjo enoto in stvari postajajo zelo velike in so lahko malo težje obvladljive. Mi bomo pa seveda tu v Bistrici te stvari znali obvladati. Nadgradnjo doma je financirala država, medtem ko je občina Slovenska Bistrica prispevala sredstva za obnovo fasade in balkonov. Več kot 6 milijonov je država iz proračuna dala za prenovo tega doma, s tem omogočila 70 dodatnih mest za stanovalke in stanovalce. Pomemben korak, kot rečeno, eden izmed tistih delčkov vsega, kar se dogaja po državi, ko smo na nek način tudi že pod prejšnjo vlado, da tako rečem, končno prepoznali, kakšna je velika naloga in potreba je, da to naše bogatstvo domov za starejše obnavljamo, gradimo in to mrežo delamo še bolj trdno kot je. Smo v nekih prelomnih časih za socialno varstvo, za oskrbo starejših. Veste, da v zadnjih 3 letih je bil pripravljen in intenzivno
izvajan zakon o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša velike spremembe, ki že v tem trenutku prinaša velike spremembe. Ta prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga vsi že plačujete, upam, z večjim ali manjšim veseljem, ampak mislim, da veselje je lahko kar upravičeno. V tem trenutku že omogoča to, da se oskrbnine v domovih in pomoč na domu ne dražita. Ne? V tem trenutku vaši prispevki za dolgotrajno oskrbo že omogočajo, da so oskrbnine in stroški pomoči na domu manjši, kot bi bili sicer, kar veliko sredstev za to gre. Konec tega leta, decembra, pa pride ta velik korak, ne, ko bomo pravzaprav začeli uresničevati, ko se začne uresničevati določilo zakona, da cena za bivanje v domu za starejše, če gledamo standardno dvoposteljno sobo, ne sme presegati 780 evrov. To pomeni, nihče ne bo več, kar se tiče standardna, seveda, če bi to neka enoposteljna ali pa bolj luksuzna soba, bo tukaj cena lahko višja, ampak ta 780 evrov je kapica, ki jo je zakon postavil, ne glede na to, kateri stopni, kateri kategoriji oskrbe boste v katero boste uvrščeni. V kulturnem programu sta nastopila vokalna skupina Vivere in pevski zbor Doma starejših. Rastejo strmi gori, bele planike kri, za